glede OF-ja. Veš, kaj povem svojim sledilcem, da povem že kar v samem štartu, da vsi komentarji, ki bodo zlonamerni, slabonamerni, grejo glih tak na policijo z njihovimi profili. Ker pač je konec je žaljenja, konec je vsega, konec. Tam bo prišel konec. Prijateljsko, da ti dam en nasvet takoj v startu. Čim to rečeš, verjem, da se bodo začeli usuvati. Se prav, jaz imam pa čas, da jih prijavljam. Vse veš, da sem brezčasna, živim pa lepo. Ti seb brez zamere guraš trn v zdravo petu. To je en šefovski pogovor. Nič ti ne manjka, brez veze pišeš folku, to govoriš, ker folk je takšen, kakršen pač je, ali ti bodo sveka pisali, ali tako je. In da prijavaš 500 folka, kdo bo to obravnaval vse? Vsi obravnavajo, sploh če jim najdeš eno šibko točko. Glej, jaz ti povem, jaz imam preveč izkušenj iz policije. Ja, glej, se ti pravim, te bom klicala, ajde, pici, poslušaj, da ne bom po imenu te klicala, ne. Kaj sem mislila reči, se bomo videli, kaj bo čas prinesel, kaj se obravnava, pa kakšni so zaključki, ne, to bo pa tema, ko jo bomo predebatirala. In to svobodo govora, ko piše pač ta človek, včasih je pač nimate, ne, v bistvu do neke meje je, dalje pa več ne. Ampak pustimo komentarje zdaj, začnimo, sej že imamo 600. Povejmo zdaj mi od začetka, kje je sploh ratal problem. Jaz sem pač videl, da je problem z OnlyFansom in z slikami, ki se delijo okoli. Ni res, jaz bom začela zdaj. Problem ni nastal zaradi FJ, ne. Problem je nastal, da enostavno pusti nas fansice. Jaz, na primer, delam že s fansom 6 let, pa se nikoli nisem pobrigala za svojo vsebino. Mi je bilo čisto vse in kje, zato ker delam vsak dan novo. Problem nastane, ne, ko so v teh Discordih punce, ki tega nimajo, punce kot pevke, influencerke, random sosede, mladoletne punce, tukaj nastane problem, pusti fans. Fans smo se, logično je, da neki od nas bo odzunil. To je logično, ampak ko začne v to skupino prihajati punca, ki nima veze z fansom, nima veze z ničemer, pa so not, ne vem, njenih 100 slik intimnih, je pa problem. Sploh, če je to mladoletna punca, ne? Če prav razumem, ti se zdaj ukvarjaš z ljudmi, ki objavljajo od mladoletnih punc gole slike po Discordih. Jaz se ukvarjam sama s sabo, s svojimi slikami, ampak ker smo se punce odločile in nas je veliko, da je šlo to predaleč in zakaj bi jaz brisala, na primer, ajde, sem brisala svojo vsebino, na koncu pa zakaj ne bi ena drugi pomagala, ne razumem, zakaj se ne bi pač zdaj vse dalo sedle, se dobile, nabrale, vse nese na policijo in to je to, zakaj ne bi vključile starše, zakaj ne bi od Eme Kuzmič mamo klicala, pa je povedala, da je Discord delil vse njene gole fotografije. Naj starši stisnejo te username. A so one polnoletne, vse te, ki imajo OnlyFans? So. Ne. Kako ne? Ne, pa ne pravim si samo za fansice. Vse morajo avtorizacijo narediti. Pustimo to zdaj, kaj si, otroci si že od pamti veka pošiljajo med sebe take in drugačne stvari med svojimi vrstniki, mogoče tudi kakšnim starejšim, ampak govorim za OnlyFans. Na OnlyFansu nobena ne more govoriš OnlyFans, če tukaj OnlyFans ni problem. OnlyFansi se ne bunimo tok, meni je vse, jaz sem ti povedala. Tukaj not je preveč drugih punc in te Discorde, če se lahko zrušijo, če lahko ne obstajajo več, če se lahko ti ljudje najdejo imensko, se bojo prijavili. Ne vem, kje imaš problem, sam imaš Discord. Imam Discord, zaklenjenje in ne pustim več nobenega noter, ker imam neko skupnost, ki je dokaj normalna in to je to. In noter marsikaj objavljajo, kar se OF-ja tiče, ampak so večinoma... Sem dobila tudi tvoje screenshote, ja. Večinoma so noter profili drugi, pač, ne vem, mogoče je par Slovenk bilo, da sem videl. Zdaj ti pravim, profili drugi, kakorkoli pici ti tak Discord, ko imaš tudi tvoje screenshote, dobivam, verjemte, da v teh skupnosti, ko imate, da en se vedno najde, da čveka. To samo. Pa ne, pa se zato je narejena, ta topik je narejen samo zaradi OF-ja. Pač jaz sem ti čist izoliran od te slovenske OF-a scene, niti me ne zanima Slovenke. Jaz, ko sem videl screenshot
od nekaterih, ki mislijo, da delajo bajne številke, sem se sam nasmejal in sem rekel, ok, super, če vam računica štima za to, kar delate in dajete v zameno, kul. Mislim, jaz Ampak da se pa, navtikujem, kjer lahko zasluži, vidiš, da jaz dobro živim, dobro služim, Pa super. ali služim, ali ne služim, vidi Super. se. ampak lih ti pol, ki ti je vse super, pa ki ti nič ne manjka, zakaj se pol sploh ukvarjaš s tem? Sem rekla, da se 6 let nisem s tem ukvarjala, ampak zdaj se bom pa začela enostavno. Zakaj ne? Zakaj bi jaz zdaj imam pa OF? Pa ne vem, bom videla tam skupino, ko ima po Ksenija Kranjec, zakaj bi to dovolila? Daj mi en sam Ok. razlog, zakaj. Daj mi povej, kaj so ti rekli, ko si dala prijavo? A imaš Da jo bojo podlago? obravnavali takoj, da bojo pač obravnavali, zato ker sem dala imenske prijave, jaz nisem dala username. Ok. Username se bojo najdli potem, ko pride Ok. po to izjavo, po ono Ja, pa- izjavo, ko se bojo pač vsi posrali na koncu A so- en a so- drugega A so policaji, ki si jim dala prijavo, so bili moški ali ženski? moški. Senja. Moški so, Pa moški že v so bili, pa moški jaz sem... naravi je, da reagira na punco, ki pride takole cela ogorčena zaradi njenih golih slik, je žuno, ja, mi ti bomo pomagali, bomo to pregledali, prešvali. Ampak a ti povem iskreno nekaj, kar se OF-ja tiče, vsak, ki gor plača za vsebino na tvojemu profilu, je na nek način solastnik te vsebine. Na nek On način. dejansko tudi, Na nek pa se način. je. Ni Se, pa on, 100% dokler ne vseeno. preprodaja tvojih slik in posnetkov, ga ti Pa praktično... če glih v tem je problem, da se je preprodajati To je pa začelo. drugo. Vidiš, ko nisi gledal. Pa greš To je pa civilno, drugo. pa jih pa moraš civilno, to kazansko sploh oni niso odgovorni za to. Ja, Civilno ampak se jaz moraš... sebe, pici, ne razumem, če imam zdaj vse zaradi OF-ja na sodišču in zahtevam odškodnino, ne razumem, zakaj misliš, da ne gre skozi, če imam 2 primera. Ne, nisem rekel, da papir vse prenese, tako ti bom rekel. Ali kakšna bo sodba na koncu tega in če boš upravičena do odškodnine, to je druga Seveda stvar. bom, Jaz ti seveda bom, prvoščam, če da ti čakam. dosežeš, ampak če je postopek odprt, jaz sem imel ogromen postopkov odprti, pa so splavali po vodi, ker ni bilo podlage za določene stvari. Meni so tudi grozile punce moje, ena mi je grozila celo, da me bo prijavila, zato ker ona premalo dobi plačan, zato ker mi izvlečemo ven. Dejstvo je pa, da so one vse podpisale pogodbo, da se strinjajo, da so na plači pri nas in da pač Bo pa dobijo pametna punca najdla nekoga, ko mu bo povedala, da ti vodiš profil, naj si piše s tabo. se nobena od njih sploh ne ve. Se nobena od njih sploh ne ve, kako imajo profil na OF-ju. To je poanta vsega. No, naprimer, pa te bo sploh tisko bo vsebino kupil na profilu, si pa ti, s tem se ni zdaj igrati. Vse, kar hočejo one, je, da ostanejo diskretne. Od mojih 12 punc nobena nima nobenih težav. Ena je medicinska sestra, druga dela v trgovini, tretja ima družino normalno, pa tudi mož ne ve, niti noben v njenemu naselju ne ve, da ima OF. Zakaj? Ker nikoli nobeni nismo povedali tudi, kako njen profil zgleda in kjer je. Ker pol se ne morejo zgovarjati, ja, slike so prišle okoli, rekli smo, da Balkan... Ti dela zelo kazniva dejanja, se zavedaš? To ni kaznivo dejanje, če se one strinjajo, podpišejo in strinjajo se, na kjer link nam pošiljajo material od Google Drive Map. Vsaka dobi svoje Google Drive Mape, strinja se, da pošilja tja material enkrat tedensko in da mi razpolagamo s tem materialom, kakor nam paše. In to je to. In one zato dobijo pač konkretno... Pici, glej, jaz ti iskreno povem, jaz ti privoščim. Jaz ne rečem, da smo vse punce pametne. Delam v Sloveniji, da poudaram, plus da, evo, eden od mojih sodelavcev. Samo. Tam kama zdaj veze, pa te tvoje, ki jih deliš, to ne razumeš. Od 1. avgusta dalje je tudi spremenjen profilnik na OF-ju, da dovoljuje vodenje profilov tretjih oseb. Ne, od 1. septembra. Od 1. avgusta dalje. Meni piše september. Kakor je meni znano, od 1. avgusta. Ampak se nima to veze, dovoljeno ali pa nedovoljeno. Ko te bo čapnil nekdo, ko si bo s tabo pisal, pa povedal, da si ne piše, na primer, s tisto punco, to lahko glih tak prijavi in glih tak lahko dobi. Dovoljeno je že skozi. Zdaj, če se s fansom menim, dovoljeno je imeti šeterje, dokler se ne najde tretja oseba, ki se bo to taknala. Pa ti lahko maile zdaj prepošljem, zato ker sem skozi na vezi s fansom. Zato ker se samo ukvarjam s fake profili, brišem fake profile in mi je napisal sam OnlyFans.
4 so dovoljeni, dokler se natakne tretja oseba, to pomeni super, ko bo rekel, aha, ti tule nateguješ, da se meni z mano, pošilja vsebino in bo šel na policijo. In potem več ni dovoljeno. Zato imaš enega četerja na profil, ne menjajo se IP, ne konekta se gor ne vem koliko folka, to je že prvi pogoj, a drug pogoj je, da noben ne sme vedeti sploh, kjer profil imaš in na kjermu profilu imaš četerje. Tako je. Noben te ne bo provalil, sploh pa mi, Ja, tako vsa sem ti naša vedela, ti se publika, zavedaš, da delaš kaznivo dejanje. kaj, goljufijo? Ja. Zavajamo ljudi, da mislijo, da se pogovarja s to punco, ja, to pa morajo se prijaviti oni OnlyFansu, nič jim ne pomaga, so oni ne vejo, s kom se pogovarja. Oni mislijo, Nimam da jaz se nič proti, pogovarjajo se s pravim, dokler ti Pa na naša nek publika, negativen ti način Amerika, izkoriščaš Anglija, Avstralija, vse, kjer je razširjen ta satanizem na maks. Nas sploh noben iz Balkana ne zanima. Mi imamo cel Balkan zaklenjen. Cel. Tudi jaz imam Balkan Noben ne zaklenjen. more. Ja, Slovenijo imaš tudi, nimaš. Slovenijo Ne. imaš sklenjeno. Slovenijo imam No, odprto, logično. Ampak če imaš Slovenijo odprto, ker sploh pa pri tebi, ti bi lahko imela, če je že tako, bi lahko imela vse odklenjen, ker ti jih promoviraš prek svojih profilov. Te punce, ki imam jaz, one vse hočejo ostati diskretne. V Jaz ne zadnjih 3 letih promoviram nobenega, nobena na ni mojem dela. profilu se nobene promovira. In jaz imam Srbijo, Bosno pa Hrvaško zaprto z enim samim razlogom, zato ker so to čiperi in od njih ni denarja. Prosto. To se strinjam. To se strinjam. Ampak to nima veze, zdaj veze ima, ne? Da si kar naenkrat smo se odločili, da bomo live naredili, oziroma ti si se ga odločil zato, ker te zanima, kaj se dogaja. Dogaja Zanima me se, da so se in enostavno... hočem ti olajšati nepotreben čas, ki ga zgubljaš s policijo. Nobena, nepotrebno. Zakaj, če daš prijavo, neseš ključek, pa je to. Kaj te še ne razumem? V redu, Kaj še moram? In kaj, na ključku imaš screenshote, da je nekdo iz Discord profila komentiral, neki pošeril, poslal nekomu in to je to. In ta Ja ne, vsebina, imensko so napisani ljudje not, ki so se izsledili. Zdaj pa kdo se bo od imensko od teh fantov izdal še druge, povedal za druge, pa več ni moj problem. Zdaj se naj pa med sabo menijo. Policija bo vsakemu, ko je bil na imensko napisan, najprej potrkala na vrata, po bojo IP-ji izsledili in pa če traja 2 leti, meni vseeno, Discordi so se zbrisali in vsak naslednji Discord se bo zbrisal. Jaz imam edino na telefonu objokane starše, ne bo več, noče, ne zanima me. Bo ali pa ne bo, ne zanima me in noben starš me ne bo prepričal, da zmaknem prijavo. starši od teh fantov, ki so šerali te stvari, ali kaj? Tako je, zato ker sem jaz tako dobra v tem, da sem prišla tudi do familije. In jaz preden sem šla prijaviti, sem poklicala mamo. Pa imam tudi vsa sporočila, pa evo, ti lahko brez številke pošljem sporočila. Imam pogovor z mamo, posnet vse imam, posnela sem ta malega, ko je mami priznal. A ta mal je Pač, sorry. polnoleten? Ne, ni polnoleten, pa me ne zanima. Večina njih je pa polnoletna, ampak mene čisto vseeno, je nekdo polnoleten ali ni. To so stvari, ki se obravnavajo kot kazniva dejanja in mene v to noben drug ne bo prepričal, ker imam trenutno sodišča za to. Ok, in ti preganjaš njih kaj, zato da si finančno oškodovana ali kaj drugega? Jaz sem in osramočena, in finančno oškodovana, in vse, kar je možno, sem dala. Ksenija, lej, jaz pa ti sva cool že dolg cajt. Ampak deva biti direktna en do drugega, osramočena si. Tako. Pa se nisi poslala slik svojemu fantu, pa da jih je on pol delil med ljudmi, ki ne bi smeli to videti. To so stvari, ki jih ljudje kupijo na tvojemu profilu. Ne moreš biti osramočena za stvari, ki si jih že prodala preko OnlyFansa. Ni ta oseba, ki jih je šerala. Pa dobro, ampak zaradi tega te ne more sramotiti ta oseba. Vseeno, jaz sem dala not, kar sem lahko, nekdo je pošeril, nekdo si je razstavil, tako kot ne vem, ker smo mi šli v Koloseja včasih, en je kupil karto za gledati film, takrat nismo imeli denarja, dali smo vsi za eno karto, ostalih 10 je šlo na zadnja vrata, kaj je ta en odprl in 10 nas je gledal v kinu film, ki smo si razdelili 10 folka na eno karto. Dober, sam leti hočeš to je to, en plača, drugi pa gleda za ston zraven. Vem, ampak razumeš, če dobiš to osebo, je kaznivo in ne moreš mi dotupiti, da ni. Je kaznivo in pika. In z Google najdi člene, pokliči policijo, je kaznivo. Ni kaznivo, dokler se mene ljubi s tem ukvarjati. Ni kaznivo, dokler jaz ne bom vedela, kdo je pod usernameom, jaz sem glup in glup bom ostal. Vem, ampak kdorkoli od teh, ki jih boš spravila na sodišče,
bo prišel na sodišče in pokažel screenshote, da je on nekje ta material kupil in da Pa si ti ga veš, da lasti. jih ne sme deliti tretja oseba, kak je zakon? Jaz sem sodišče, moje slike so šle. Dobila jih je ena punca, poslala jih je druga je naredila screenshot, tretja je objavila. Intimne fotografije preko tretje osebe ne smejo. Vse tri so najebale. Slike Vse so tri, bile- ker se ne smejo deliti. A veš, to je isto kot na Facebook, da objaviš eno sliko in pol jo nekdo iz Facebooka pobere To je dol, vir je Pa bil drugo, Facebook. to mi je pa policija rekla. Vse, kar je pa na Facebooku, ko se nekdo buni, pa gre na policijo, pa reče, da je Ksenija Kranjec je naredila stvari o meni, pa dala opico zraven. Vsem mu policaj rekel, ti si podpisala, Instagram in Facebook je platforma, avtomatsko postaneš javno, tvoje slike se lahko delijo preko čega hočejo. To ni isto in zdaj lahko gre z Google, da se ne bomo prepirali glede tega, slike intimne preko tretje osebe so prepovedane. Če imam ta primer, ne bi se šla s tabo live, da nimam takega primera. Ko boš imela pravnomočno sodbo zaključeno, rad Tam si jo prebral. Ja ne, bom pri Martiču, sem že zmenjena na 24 ur bo. Kaj boš Pri Martiču na streamu, ko bo zaključeno, Dobro. pa še na 24 ur. To, ko boš pri Martiču ali pa pri bilo kjermu na streamu, prosim, pokaž to pravnomočno sodbo. Mene res zanima na podlagi česa in kaj je bil razlog, da je bil nekdo pravnomočno obsojen za tako stvar. No, Za material, ki ga je dobil na OF-ju. To me res zanima, Ksenija. To so Bojo stvari, ki me... razloži, kje so ga dobili, vseeno mi intimne slike se ne smejo deliti, tudi ne preko tretje osebe. Jaz sem tudi mislila, da edino tako jih je delila, da bo ta pač imela problem. Ne, enostavno prše so od ene do druge, do tretje jih je pač javno ven objavila. Koliko ljudi je to pošeral, pa koliko ljudi je videl? 70.000. 70.000 Tako. folka je videl tvoje To slike. je bilo objavljeno na Instagramu, tako javno stari, 24 ur. Kje ti pa podatek, da je bilo 70 jurjev? Po followerjih. Po followerjih. Dobro. Ampak nisem jaz za to, ampak sodni izvedenci, da pogledajo realno statistiko in vse ostalo, ne? Ok, v redu. Pa dobro Se pravi, veš, kdo je to. Kdo je to objavil? Ne Dobro vem, nisem veš, pa ne bomo imensko govorila. Pa če Dobro teh veš, bab ne zato, ker- spremljam, s tebe imam, od teh OF-ja imam Isti tebe. moment smo bila midva na vezi, ko si se za mene postavil po objavlju na story. A ja, to je pa una, ki ima Ne, otroka zdaj. Ne, druga. Una, ki ampak si ne- pred bajto uletavala z Ne, lopato. druga, ta. ampak nima Ja. veze, nima veze. Dobro. Ne bomo imensko govorili. Ok, se pravi, v tem je problem. In koliko vas je zdaj punce najdel, da se prav to s prijavami napočila? 13. Koliko? 13. In nobena od teh noče se pogovarjati zdaj o tem v javnosti. Ne, da Kaj, se me bojijo? nočejo, pač jaz sem edina, evo, jaz sem točno vedela, kaj bo tvoji sledilci, nebitnjakoviči, vidiš, me pluvajo. Zakaj bi se one mogle sramotiti pa poniževati, ajde, jaz navajena svega iz fašta, jaz sem bila v vseh šovih že, niti ne berem komentarjev, samo to njim ni potrebno. One bojo naredile svoj live in jaz se čist strinjam, one ne naredijo svoj live, ne govorijo pač, kaj bojo one govorile, jaz sem se pač odločila, da jaz s tabo se že dolgo poznam, zakaj ne. Jaz sem točno vedela, da bom imela tule, ne vem, milijon negativnih komentarjev, zato ker so to večinoma tvoji sledilci, ampak mene to jaz sem, če bi se obremenjevala, Ti kaj boš pišejo po vse skupaj. Ti boš prej dobila nove sledilce na OF-ju, kakor negativno. Ne rabim takih sledilcev, ko vam Discorde slike pošiljajo, brišem take sledilce. Mojemu Discordu je samo 1800 folka, tako da verjem, da ne vidijo vsi, pa tudi tvojih stvari še nisem, razen ene stare slike zdaj na zadnji, ker je nekdo nekaj poslal, pa nisem sploh verjel, da so to ti, pa še zmer ne verjamem, ampak ok. V glavnem, kakorkoli. Dobivam Na- screenshote tudi s tvojih Discordov. Verjamem, To sem te da- lepo zadnjič vprašala, da mi dej, ampak ajde, pa če veš za stalker. Kje si me vprašala? Na Telegramu. Na Telegramu pa nisem videl, da si mi pisala. A ja, jaz sem ti. Bom zdaj pogledal, da vidim, kje si mi pisala, kdaj. Se pravi, svoje cifre si mi pisala na Telegram. Kaj zdaj gledaš to, zaštekalo je vse? Ja, zdaj sem tole odprl. Vidim zdaj šele od dva sporočila. Vidim. Telegram ima malo čuden narejen, ki mi notifikatione meče samo od unih skupin, ki imam pinan, ki hočem, da mi takoj meče, ker imam nekaj še zakrito gor, zaradi tega ne vidim toliko teh komentarjev. Ampak ok.
V moj Discord komod lahko prideš. Čeprav je zaklenjen, ti bom dal link, pa če hočeš, gledaj tam pa se prepucavi s folkom, če se da. Meni je res Jaz se vse. nikjer ne prepucavam, jaz tam pridem mes not, pa je to, več se nikjer ne prepucavam. Dobro, pa. Se mi res ne da, tekle jako, kak komentar vidim, pa kaj rečem, ampak to je meni konec koncev vseeno, isto, ko si rekel, se ti ljubi sodišče. Ne, zakaj imam, jaz odvetnika plačujem, da dela to zame. Na obravnavo se mi pa res ni težko vstati, stoširati, zrihtati, lepo obleči pa sedeti tam. Pa iti poješ na eno dobro kavo, pa domov, ne razumem. Sam upam na koncu, da boš potegnila načrto, da boš imela manj tih stroškov, kakor boš dobila od odškodnin. Tako da jaz ti prvoščam, da dosežeš svoje, ampak Franti, jaz čist gledam čez na ta ofa, čist iz enega drugega. Ja, meni je bilo tudi vsejem, pa mi je res vsejem, a ti iskreno povem, moje slike najmanj od zunaj, 10 slik imam od zunaj. Sam sem se pač odločila, da enostavno se bom pač zborila s temi puncami, zdaj vsaka naredi po svoje. Pa ti ona da kakšna od njih kaj za odvetnika, da to skrb ganjate? Vse bi one, da se nekdo drug bori za njih. Ne, zakaj bi, če pa enostavno noben se ne bori, vsaka pripomore neki in to je super, gled, če nas ne bi bilo toliko skupaj, mogoče pač ne bi najdle pa pogasnile teh Discordov. A ni to en plus, da so se ugasnili Discordi? Zakaj si bil po telefonu tako šokiran, da so se ugasnili? Zakaj? Šokiran sem, kdo je imel podlago spol, da jih ugasne? No. Mi. Jaz, pa še ostale punce. Ne vem. Mojega Discorda še noben ni uspel ugasiti. Ja, ne, še. Dobro. Vse ti ga noben ne bo ugasnil, če nimaš nič takega. Da mi ugasne, prežgem en Instagram in sam pošiljam folk nazaj na novo. No, sploh se ne gre za to, sam pravim ti. A ja, ne gre se za to. Naredili ste tako galamo okoli tega, da imam na koncu feeling, da se je tresla gora, a rodila se bo pa miš. Jaz pa nobena punca ni galame naredila. Veš, kdo dela galamo? Tudi, ko so se posrečkali. No, mi ne delamo galamo, mi smo 2 storija objavili, jaz pa edino sem odgovarjala na vprašanje, to je bilo pa vse. Saj nisem liveala, nisem nič naredila. Galama se pri te po DM-u najdla, ker si rekel, da ti ljudje pišejo. Pišejo mi vsi po vrsti, mi pošiljajo to in jaz včeraj nisem mogel dohajati tega, zato sem rekel, da on sem poklical, ko prijem. No, to pomeni, da se trese pri vam gora, ne pri nam, mi smo tiho, zato tudi punc ni v live-u. Dosti ljudi mi je pisal, ker sploh nima mojega Discorda. No, vem, ampak pravim ti, da če bi se punce hotele verjetno s tem zdaj promovirati, pa govoriti o tem, bi bile z nama v live-u, ne? Jaz sem imel 3 punce iz Ljubljane, ki so imele OF, pa sem jim ga vodil, še danes vse 3 bi rade, da jim spet vodim profile nazaj, pa nikoli nobena od njih ni imela nobenih problemov, niti se nikoli ni izvedeli za te 3 punce, ker se nikoli niso promovirale iz svojih profilov, niti v Sloveniji noben ni vedel, niti na Balkanu noben ni vedel. Dobro, jaz pa ga pač sama vodim, pa se promoviram in jaz sem sama zaslužila za zaslužek, nikoli mi noben ni dal promocije, sama se borim in zato ne bom pustila, da mi folk serije po glavi. Če bi jaz to dobila na hvala, pa izvolite, pa imela nekoga, ko mi vodi, dela reklamo, jaz bi se sam slikala, meni bi bilo vseeno, to sem pa za vse, kar imam v življenju. Ampak tudi sama veš, da vsi ti negativni komentarji prineso ogromen ene nove publike. Bodimo realni. Kje si najboljšo reklamo naredila za OFA, pa bo čisto iskrena? Pri Martiču na streamu. Prvič, pa nikoli več. Ja, no, pa že dosti, da si imela nekje dober zagon. Sam hočem ti povedati. Veš, da sem jaz bila pri Martiču na streamu, fan sem pa že imela 2 leti pred tem. No, ampak si sama priznala, da si takrat največ folka dobila. Takrat, tisti moment je bilo ogromno, ampak čakaj, ti ne vem, kaj šteješ. Ti šteješ, ko dam jaz popust 80 postov, pa se mi gor nakači, ne vem, 100 novih ljudi. Pa čez take računice. Mesec nimaš več popusta, naslednji mesec jim trgaš krat 5. Jaz jim trgam vsakeč krat 5. Pa folk se pozabo odjaviti, vse imam tudi jaz vse na svoje fore, kako to, ampak hočem ti povedati, ti s takimi stvarmi si lahko navlečeš sam več mnoga folka, brez veze se obrneš. Ampak ti dobro veš, da imam najboljši fans v Sloveniji in ti se s tem strinjaš. Nimaš. Ja, ne moreš to zdaj govoriti javno. Ja, zakaj misliš, če si mi sam rekel, da veš, da dobro delo? Imaš dober fans, nimaš pa najboljšega v Sloveniji. Kjera pa najboljši? Je res, da punca, ki sem jo imel v Sloveniji, ni pobirala denarja od Slovencev, ampak je pobirala drugje, ampak je veliko bolj delala kot vse punce, ki jih mogoče poznaš.
Se nima veze. Ja, to zato, ker punce ne želimo govoriti o zaslužkih, ampak jaz mislim, da se hvaliti s tem, kar si ti tudi gor objavil, konc koncev, mislim, da zaslužiš isto kot jaz, pa tudi jaz Misliš? ne delam te veliko. Misliš, da Jaz dobro zaslužim isto kot jaz? Jaz dobro zaslužim. Verjamem, ampak ne verjamem, da, ok, pustimo, zaslužiš boljš kot jaz. Naj ti bo Ne, to. rekla sem isto, nisem rekla boljše, ampak na koncu, ko ti plača vse te četerje, punce, 12 vse, kar pač profiloma. 12 profiloma. Dobro, to je res, jaz sem zdaj gledala na enega. Najslabši profil dela tam s tvojim. Evo, iskreno. Kako veš, koliko jaz služim? Povej mi, kaj ste si vi v tem sajtu, ko vodite fence privošči, pa dajma videti, kaj sem si jaz privoščila. Ali kupčkaš, ali ti od nekdaj, zdaj si pa začel kupčkati, pa te bomo čez pol leta videli v neki vili, ne razumem. Ksenija. Ja, ne štekam pač, ne štekam, zakaj misliš? Pa bolj, da sem tiho. Pa jaz bom tudi bolj še tiho, zato ker jaz ti povem, da imam sam probleme s točno takimi, ko vodijo fence. Naslednje leto jaz, pa še en moj prijatelj povabimo lepo na eno 20 metrov dolgo jahto, pa tam delite storije, pa snemite za ofa, kar hočete. No super, upam, da je na tebe pisano. Pa seveda, da bo na nas bo pisano. A ja, ni še. A spet bo na vas, vidiš, to je, vi ste vi, jaz sem ena sama. Dva sva bova si skupaj prvošla, ker sva dobra prijatelja. Jaz si sama privoščim, ne? Jaz sem ena, jaz sem sama, jaz sem solo. On je v gradbeništvu, jaz sem v OF-ju, pa bomo skupaj si prvoščili eno dobro. V glavnem boš povabljena, bomo žurko naredili, vse Slovenke, ki so na OF-ju, bom povabil na žurko, pa prite, pa se bomo imeli fajn pojedali, pa pil na moj račun. Mene lahko ven spustiš že zdaj. V glavnem, pustimo zdaj to. Hočem ti sam povedati, da obrnem vodo na svoj mlin. Ne obremenjuj se toliko s temi slikami, ki so likane. Seveda se bom, pa ti me še zdaj bolj še bolj me kuriš, da se moram bremenjevati. Sam zato, ker vem. A ni to dobro, da te nekdo motivira? V glavo not te vidim. Kaj vidiš? Pa jaz ti prvoščam milijone, da delaš na OF-ju, no. Milijone. Ali meni je smešno? A zdaj me hočeš podkupiti, da naj neham, pa bom milijone delala? Ne. Jaz pa ti ne bova nikoli mogla delati skupaj. Ja, logično, da ne. Nisva kompatibilna, ker imam jaz drugo politiko dela na OF-ju in drugač delim zaslužek. Ti se pač boriš sama, tebi kapo dol, to, ki je ogroman enega žrtvovanja in tako naprej. Priznam, z vsem se strinjam. Punce, ki pri meni delajo, zaslužijo veliko manj kot ti, ampak posledično noben ne ve za njih, ni družina njihova, ni otroci, ni noben, vse ostaja diskretno. Zato so no-name punce, jaz nisem no-name. Ti se izpostavljaš vlastnim imenom, to se strinjam. A misliš, da ne bi rada tudi jaz smela? Jaz sem rekla, če bi jaz bila no-name punca, stari, jaz bi, ne da bi naredila, včasih se sprašujem, kaj je boljš, da me folk pozna, pa da imam zaradi tega toliko, a da bi bila ena popolnoma neznanka, pa bi obrnala res milijone. Moraš se vprašati, zakaj to pol vse skupaj delaš na koncu. Kaj je izkupiček? Zato, ker hvala Bogu lahko izkoristim vse te komentarje, vse to zanimanje za mene, kdo, kaj, zakaj, vse te negativne komentarje, jaz to vse poprit vzamem. Če ne bi verjetno že ugasnala, pa me ne bi bilo več na Instagramu, pa bi se soočala, ampak to ti hočem povedati, lepice, niso vse jaz. In ful delajo punce samomore in ful se punce obremenjujo. Ne, zdaj pusti pensice. Kaj mladoletne punce delajo v Discordu? Kaj dela Gaja Prestor golo v Discordu? Kaj? Gaja Prestor, huda fucking Gaja Prestor. Pa ne samo ona, pa veš koliko je influencerk. A to je neka mladoletna punca? Čak, sama. Gremo zdaj od začetka, da zdaj vrnem. Kdo je Gaja Prestor? Tudi jaz ne vem, kdo je ona, pa je da je pevka. In mladoletna, ali kaj? Ja, ne, ni mladoletna, ampak pravim ti, da se ne gre sam za fans. Fans je ta zadnjo, kar se deli. Gre se za 13-letnice, 14-letnice, gre se za influencerke, ko blage veze nimajo s fansom. Pa komu so one prvotno poslale te slike? Pa ne vem, ampak važno je, da vemo, kdo jih deli. Treba njim dati lekcijo v življenju, otroci ste, mladi ste, vse, kar pošiljate i fantom svojim, i fantom, ki so vam všeč, lahko prej ali slej konča na internetu in stane gor zavedno. Ja, ampak jaz ti hočem povedati, ko enkrat ugotoviš, kdo je to podelil, je šah mat in konec.
In potem se s tem naj ukvarja policija z njim, da bo Teka pa povedal. šerajo slike od mladoletnic, to pa sem jaz prvi, ki podpiram, da se jih kazensko preganja. Ja, Ampak in tudi je te mladoletnice se morajo zamisliti, preden se slikajo gole in pošiljajo okoli fantom, ki so jim všeč ali pa ki imajo Se kaj strinjam. ali pa naj razmislijo. A veš, prvo treba od sebe začeti. Najbolj Vem, da ampak jaz pol pa pošljem glej, dikpik eni zakaj- ženski, pa se pol nerviram, zakaj je to končalo okoli. Ampak Končali so, poslušaj, sta malo, jaz se strinjam s tabo, jaz tudi rečem, ampak tako je meni včeraj mama tega fanta rekla, joj, pa on je tako pridno v šoli, pa nikoli ni nič naredil, pa ni, čakaj malo, zakaj bi zdaj obsojali 13-letnico, ko je ups ko reka ne zaveda, se to je otrok. Ja, pa se pa 13-letnica tudi ne zaveda, ko pomoti pošle golo sliko, zdaj mora pa pojesti Discord. Pa to so pedofili. Tako, ona me hoda prepričati, ja, moj je pa šele 15 let bil star, ne zanima me. Če on mladoletan, pa nimaš kaj, mladoletni te med sabo, pa mladoletne je pa res težko preganjati za take Pa slike. ne, En 15-letnik sam mladoletne, pošera pa sliko veš, druge. koliko jih je tukaj zraven, ampak o tem, da to ni zdaj Ne, tema, oni jaz raje ne bom govorila. za pedofile pol. Jaz ne bom govorila to situacijo, ko imamo s puncem, zato ker one ne želijo, da govorim o tem. Prav. V redu. Ampak jaz povem za sebe, da če bom Prav. lahko najdla nekoga, jaz se niti potrudila nisem. Problem je zdaj v teh, ki šerajo slike od mladoletnih punc. To je največji problem. To je največji problem. Ni niti to, kar se to do feja širi in vse, ampak problem je v teh. Okay. A si kdaj videla, da si od kakšne mladoletne na mojemu Discordu šerale slike? Ja, jaz, če sem dobila kaj od tvojega Discorda, je bilo samo, kar je bilo s fancy povezano. Ok, v redu. Se pravi, pol ni nepravilnosti pri meni. Cool. Saj nekaj. Mogoče bom še dobila, zdaj, ko smo šla live. Heaven, če gledaš tale live. Heaven, vem, da če gledaš tale live, treba biti samo malo bolj pozoren na te stvari, ker jaz ofa topik ne gledam tok in če se kaj takega tam pojavlja, prosim, da se take stvari mi prijavijo pa brišejo takoj ven. Kar se tiče mladoletnih. A kar se tiče OF-ja, je pa topik narejen izključno za te stvari, tako da. To je pa itak samo za ston reklama. Bodimo realni, tam neki folka videli. To ni reklama, s tem se ne strinjam. To ni reklama, to ni tvoja vsebina in konec. Ko mi boš dokazal, da si jo plačal, jo boš lahko ti imel, delite, ne boš smel. Okay, Discord ti bo šel, pici je presežen, Discord ti bo šel. Greva takole iz psihološkega vidika. Vid skupina ljudi, vid primer tvoje gole slike iz OF-ja. Nekoga bo zanimal, pa bo hotel biti bolj na tekočem z novejšimi slikami, ki niso še prišle not, pa se bo prijavil gor, pa ti bo plačal za vsebino, plus da se veš, kje dobiva najbolj frišen material, to je direkt v messagih, ki ti pišejo, pa ki iščejo privat še datoteke. Ti pa itak veš, komu kaj pošljaš in za vsakega je verjetno unikatna slika. In točen veš, komu si poslala in če ta slika gre naprej, točen veš, kdo je zlorabil. A je tako? Tako je. No. In a ni dober, a ni potencial tudi v temu, da te, ki vidijo zastonj tvoje fotke, ki se napalijo, da dobijo še kakšne bolj ekskluzivne direkt na tvojemu PVT-ju, pa ti na PVT pišejo, pa plačajo in naročnino, in za tipse, in za private message. Jaz sem ti povedala, da moj stik je bilo 10 zunaj, ampak če bom lahko, da jih skinem, jih bom skinala. Če se mi s tem ne bo ljubilo ukvarjati, tako se mi ni ljubilo 6 let ukvarjati, jih ne bom. Ampak pa, če se mi zdaj zavidam samo eno stvar. Pomeni, kaj tem zdaj rekel. Jaz sem prepričan, da imam ful prostega časa, ker to je meni edino bogatstvo. Da imam res ful prostega časa. Imam tudi. Ti ga imaš pa še več. Ja. In to ti jaz zavidam. To, kar imaš pa ti prostega cajta, pa živca za take stvari, to pa še nisem bil nikjer. Res. To je pa neverjetno. Ja, tukaj ti pa dan kapo dol. Tako da, v glavnem, zaključek vsega tega je, da je ful enega folka zdaj. Kako me boli. Prijavljam ga na... Vete, si že zdavni prijavljen, by the way, kaj? Kdo je prijavljen? Ja, ok. Glavno, če je pa kdo dobil prijavo strani Ksenije, Kranjec me pa res zanima in želim mu vso srečo pri temu, ker Ksenija je zelo uporna in izgleda bo ganjala vse do konca. Tako da res me zanima, kdo bo zmagal na koncu. Do konca. Ja. Lej, v glavnem. Če se ne da ta malim pobrati, se bo pa staršem pobralo. Vseeno mi je. Nekje se pobere
nekaj se pobere, gled pa, da je že kazen, je to, da že imaš probleme, da ti Čakaj, a si se policija probala potrka na vrata. zdilati za odškodnino s starši od teh, Ne bom zakaj bi mogla to delati, zakaj bi mogla nelegalne posle sejti, zakaj, če pa ne rabim tega. To je izvensodna poravnava. Zdaj bo Naredite šlo na mediacijo, tožilstvo, zdaj sem imela izvensodno poravnavo, pa pride nisem do dala. mediacije, Tako, pa nisem dala. tako, kaj pa? Pa se nisem poravnala. Zakaj si hotela več, kot so ponujala, kaj? Nisem se poravnala, zato ker sem hotela, da izpolnijo moje pogoje in niso izpolnili, naj gre naprej. Vse si rekel, cajt imam, odvetnika imam. V redu. Ne, starši se pa ne mislim pogajati, zaradi tega, ker mislim, da bi lahko oni mene kar dobro ukanalili, da sem jim rekla, aha, veste kaj je, zdaj pa dajmo se poravnati, ne? Pa to se vse lahko prek tožilstva izpogaja. Zdaj boma, ni fajn, ko ti policija potrka na vrata. Kaj delaš ti? Moj foter je dal že toliko tega čez. Eni niso navajeni, včeraj je mama njegova Tudi moj jokala. foter ni bil navajen, dokler ni že prihajalo do tega, da so se mogli sezuvati, preden so hišno preiskavo delali, zato ker je njegov flat in ni dovolil, da mu obuti hodijo po flatu. Tako da prej ali slej se bodo tudi starši teh otrok navadili, če kaj ušpičijo njihovi otroci, da je normalno, da policija prije na vrata. Kakorkoli, padli bodo vsi, ko so v to vpleteni, vključeni, vseeno mi je, največje zadovoljstvo mi je to, da se premikajo stvari, ostalo pa kar bo, veš, da to traja. A ima pol kakšno sporočilo, ki ga hočemo dati vsem tistim, ki potencialno želijo šerati take vsebine? In kako sporočilo? Sporočilo vsem tistim, ki mislijo šerati slike mladoletnic okoli, da je to kaznivo dejanje in da to ne toleriramo. A kar se tiče OF-ja, boš pa ti povedala. Kaj je tudi to, če si greš zgooglat, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, če si prebereš pravila OF-ja, ti je lahko jasno. Da se vsebina ne sme, ni dovoljena distribucija, pa še ena beseda, nimam zdaj telefona, da ti jo zgooglam. In jaz sem edini primer tule, ko se s tem ukvarja, pa imaš Denis Dem, pa dobila je 2 tožbe zaradi OF-ja. A to nisi zasledila? Bila je Denis tudi pri meni na razgovoru, da je vodim profil, pa se nisem... Ja, saj si ga vodil, by the way, nekaj časa. Ga vodil. A dej! Denis Dem nikoli nisem vodil profila, ker se nismo mogli zmeniti za provizijo. Z njo sem bil pripravljen na procente in ne na plačo, zato ker imela že vlaufan, ampak se nismo mogli zmeniti, tako da ona ga je pol furala sama. A jaz bi lahko naredil... Ne fura ga sama in vsi vemo, kdo fura Slovenkam fans. Kdo? Ja, kdo? Ja, jaz sigurno ne, niti eni Ti ne, vem pa kdo ga. In ti to dobro veš. Jaz si tudi poznam par njih, ampak fantje tudi dobro delajo, tako da nisem jaz. Recimo, ampak ne, hočem ti povedati, da to nisi. Slovenkami ne delam nič in ne vplivam na oškodovanje. No, vem, ampak zdaj, da se vrnemo na primer OF-ja. Ko si rekel, naj zaključek povem, zakaj pa se, a ne poznaš tega primera v Denis Den, ko je dobila 2 tožbi zaradi deljenja OF-slik? Objavljeno, ima vse posod. Prav, objavljeno, ima celo sodbo objavljeno. A dobro, ona že ve, kaj je narobe naredila. Vse se znajde, nje bo zmer nekdo poravnal to. Ne, pravim ti, da je ona dobila, znači ona je dobila je ona je tužila. Ja, ko so šerali njene slike. Ja, in ima prav objavljeno vse posod, oba dva zaključek, sodni zaključek, kjer piše to zdaj prvi slišam, za to bom pa mogel poklicati Denis po telefonu in da mi... Lahko ti ona pove, lahko ti tudi jaz screenshote pošljem, ker ima vse posod. Sploh prvo, ko prideš na njene profile, ima to. Ok, in ona jih je kje tožila v Sloveniji? Tako, to je bilo na začetku, ko si odprla fans. Aha, dobro. Ampak je dobila, 2 sodbe je dobila. Dobro. Tako da ona mislim, da ti je najboljši primer, ko ti lahko razloži, da ne jaz govorim zaključka, kaj se zgodi, ni dovoljena distribucija, pa še ena beseda. Ksenija, pol pa sam glavo gor in gas naprej do konca in to je to. Eto, jaz ti želim vse dobro in da boš uspešna v teh tožbah. Tisti, ki ste pa probali šerati te vsebine od Ksenije, pa sami vidite, kaj vas čaka. Če je Denis Dem dosegla, to bo pol tudi dosegla Ksenija, a je tako. Glej, eno stvar že imam, upam, da se bo kmalu zaključilo, zato ker zdaj so itak sodne počitnice, bomo videli, to bo prva zadeva, ko bom javno delila. Glej zaradi tega, da ljudje vidijo, ne? Poročka bo in to je to. Oziroma bo že
poskrbela za to. Cool. Dobro, zdaj sva rešila, zdaj sem šele del, okoli česa se je vrtel vse skupaj. Ker veš, da ni šume imamo v komunikaciji, Ksenija. Nisem na... Ne vem, kaj si ti slišal, kaj drugega, kaj ti je folk pošiljal, ne vem, ampak zdaj veš, za kaj se gre, pač gotove so vsebine in to je to. Tako je. Sicer pa, da ti iskreno povem, ne bom govorila, ampak tudi vi moški imate veliko dreka, veliko slik, veliko vsega, pa zakaj punce to ne delamo? Ne štekam, kaj? Jaz sem malo prej prišla do posnetkov vas, bom rekla, youtuberjev, ko pač nažigate eno žensko. Pač. To so stari posnetki 10 let, ko ste snemali. Pač vse to je, vse to imam. A sem jaz na tem luličke imam, zakaj ne delim? A sem jaz na tem posnetku? Ja, pa imaš ti tudi, veš, da imaš grehe od... Greho imam jaz več, kakor vsi vi skupaj. Mogoče me za ta posnetek, ko govoriš, to vemo, od katerega Celjana je, pa kjera Celjanka je na tem posnetku, pa kdo je to in kje je to objavljam bilo. To je star posnetek, ki vsi vemo, kdo je na teh posnetkih. Mene ni. No vem, ampak pravim ti, zakaj pač... Jaz sem šel predčasno dol z te žurke. Jaz sem šel predčasno domov z te žurke, ja. Jaz nisem končal tam celo noč, zjutraj sem se sam zbudil in sem dobil screenshote na Snapchat, da je nekdo objavljal ta posnetek. A to pa ne vem, jaz vem, da ga imam že milijon let ga imam. Ja. V glavnem, Ksenija, tako kot vsem ostalim puncam, ki delate na OFJ-ju, želim vse dobro, da se dobro spromovirate, ker konc koncev vam to prinaša kruh, da lahko uživate na vaših počitnicah in to je to. Tako da vsem ostalim pa en lep pozdrav in eto, zdaj veste, do kakšnih problemov in zapletov lahko prije, če šerate take vsebine. Tako da, ja. Tako. In to bo tudi prišlo do zapletov. Okay. Čas. Super. Evo, rešila sva še eno zagonetko. Tako. Lepo se mej, hvala za družbo in se slišimo spet.